Zdravo družba, dobrodošli v novem videu. Danes bom odgovoril na eno najbolj pogostih vprašanj, ki jih dobim zastavljenih, in sicer kako na takem in drugačnem žaru zastavimo direktno in indirektno peko. Zakaj je to pomembno? Direktna in indirektna peka je najboljša konfiguracija, ki si jo lahko zastavite na svojem žaru, zaradi tega, da lahko delate večje kose, večje količine mesa naenkrat. Tako da, ko boste to osvojili, je to nekaj najbolj uporabnega, kar se lahko naučite s svojim žarom početi. Zakaj je ta direktna pa indirektna peka sploh pomembna? Če gremo čisto v osnovo. Se pravi, kaj je direktna peka? Direktna peka je takrat, kada pečemo direktno nad virom toplote, ali v spodnji plinski grilici, oglje, briketi ali karkoli drugega, nima veze. Če nimamo žara, je direktna peka šporhet in ponev. Popolnoma isti koncept, direkten prenos toplote do živila in to je to. Indirektno je pa takrat, kadar pečemo stran od vira toplote. Se pravi, da pod samim mesom oziroma to našo beljakovino ni direktnega vira toplote. Če ni žara, je to pečica. Tako da peka v pečici je popolnoma isto kot indirektno na žaru. Je pa tudi pomembno, da vemo, kateri kosi so primerni za indirektno peko. Se pravi, vse, kar je večje, vse, kar je debelejše, vse se to temperira na indirektni strani oziroma na indirektnem ognju. Ali so to svinjska rebrca, ali je to pulled pork, ali je to cel piščanc, ali je to nedeljska pečenka, ali je to kilski steak, nima veze. Vse, kar je malo večje, kar je malo debelejše, treba indirektno peti, zaradi tega, ker bo zaradi tega bolj sočno in tudi več okusa zadržali. Zdaj pa pejmo mi ven pogledati, imam jaz pripravljene 3 take najbolj pogoste oblike žara, tako da bomo tam pokazali, kako to zastavimo. Pa pejmo ven. Ok, pa začnimo s prvim žarom. Tole klele imamo plinski, klasičen žar. Seveda, logično je, za indirektno peko moraš imeti žar s pokrovom, ne? Če nimaš pokrova, je treba na neke druge načine improvizirati, ampak to mogoče rajš v drugem videu. Tako da, kako bi se zdaj pri temu plinskemu žaru lotili indirektne peke? Spodaj imamo 3 gorilce, se pravi, prižgemo enega levega in sredinskega in meso pečemo tukaj na desni strani. Pokrijemo pokrov in temu se reče indirektna peka. Če imamo več mesa za indirektno peko, prižgemo samo en gorilc levi ali desni in meso pečemo na drugi strani. Spet pokrijemo pokrov in je to popolnoma isto kot peka v pečici. Temperaturo naštimamo tako, kako želimo, ali rabimo tisto low and slow, ali imamo lahko malo višjo temperaturo, to nima veze. Tako da to je indirektna peka na plinskem žaru. Ko imamo vse gorilce pržgane ali pa ko pečemo meso samo na tistih straneh, kjer imamo gorilc pržgan, je pa seveda logično direktna peka. Ok, to je plinski žar. Gremo naprej. Tukaj imamo klasičen kettle žar. Gremo tole odpreti. Evo, ta je že brez rešetke. Evo, takole imam jaz več ali manj skozi zastavljen žar v spodnji. Noter imam 2 košari z ogljem. Tu, če nimate teh 2 košar, lahko sam klele pač kupček oglja stresete. Ko damo rešetko gor, je direktna stran tukaj nad ogljem, medtem ko indirektna stran je cela ta druga polovica. In jaz imam vedno razdeljen pol direktno in pol indirektno, ne. Vse, kar je še tukaj priporočam, je, da damo tukaj v spodnji alu folijo, da maščoba se seja z mesa, da kapne na folijo in ne na stranico žara, in pa zaradi tega, da zrak preusmerimo pod folijo skozi oglje in da nimamo tukaj hladnega kanala. Tako da to je konfiguracija za indirektno peko na klasičnemu kettle žaru na oglje. Evo, to je to. To je klasičen kettle žar, tole je Rodeo kettle od Napoleona, ga toplo priporočam posebej zaradi rešetke, ki je lito železna. Ok, zdaj imamo pa tukaj še zadnjega, to je pa klasičen kamado žar. Tale tukaj je ta manjša verzija, tista najmanjši, ampak nima veze, princip je posod isti. Se pravi, dajmo ga odpreti. Evo, vidimo, tukaj imamo rešetko, če damo rešetko ven, imamo pa v spodnji tole ogrodje. In tole ogrodje ni samo zato, da rešetko drži, ampak zato, ker na tole ogrodje damo tole keramično ploščo. Tej keramični plošči se reče heat deflektor. Jaz tole probo z eno roko narediti. Evo, to je to, damo rešetko nazaj gor. In zdaj, kaj se tukaj dogaja? Tale plošča, ki se imenuje heat deflektor, deluje kot ščit. To pomeni, da preprečuje direktno peko. Se pravi, topel zrak se odbije od deflektorja, gre tukaj ob strani gor, gre v pokrov in se ujame in je zato to idealna indirektna peka, ker lepo zrak noter kroži in je identično kot v pečici. Zdaj pri teh malih kamadotih je tale heat deflektor v enem kosu. Pri ta večjih modelih imaš pa ta heat deflektor lahko razdeljen v 2 kosa, se pravi imaš samo polovičko, v spodnji čez cel žar razporediš oglje in imaš pol lahko samo polovičko heat deflektorja noter in imaš na eni strani indirektno, na tisti, kjer ni deflektorja, je pa direktna peka. Pri teh malih je pa to v enem kosu. Tako da, če hočeš prešaltati iz indirektne peke, daš rešetko dol, vzameš tole ploščo ven, nazaj rešetko, pusti, da že malo temperaturo dvigne in je to in pečeš direktno. Tako da ja, evo, to je indirektna peka na kamado žaru.
Evo, smo vse tri pokazali, naslednjič pa mogoče še kako to na odprti klasični gredeli, na tistem klasičnem slovenskem kaminu naredimo indirektno peko. Evo, to je to, smo pokazali vse, kar je pomembno, da vemo zdaj, kako konfigurirati žar za direktno in indirektno peko. Kaj je pomembno? Pomembno je, da imamo pokrov in pomembno je, da znamo uravnavati temperaturo na žaru. Pri plinskem žaru to zelo enostavno, sam knof gor dol obračamo, medtem ko pri žaru na oglje pa temperaturo uravnavamo s pretokom zraka. Se pravi, nižjo kot želimo temperaturo, manjši mora biti pretok zraka v žaru, se pravi, spodnji in zgornji zračnik reguliramo, zapiramo, če hočemo, da temperatura pade, odpiramo, če želimo, da temperatura naraste. Vi, ko imate kos mesa gor, je samo fajn vedeti, ali je to kos mesa, ki je primeren za indirektno peko z visoko temperaturo, ali mora obvezno biti nizka temperatura, tista od 110 do 140 stopinj recimo. Evo, to je to. Jaz upam, da vam je bil tale video všeč, upam, da smo še komu razčistili zdaj te pojme, kaj točno pomeni indirektna pa direktna peka. Tako da zdaj pa ni več nobenega izgovora, zdaj pa kupa tiste ta velike kose mesa, pa dati peč, pa se fajn imeti. Tako da, če vam je bilo tole všeč, stisnite en like, šerajte, pišite mi kakšen komentar v spodaj, kaj bi radi še videli, tako da do naslednjič pa, dober tek!